Slovenija se v zadnjem času sooča še z enim nasiljem, ki je tudi posledica korupcije, ki je tudi posledica neaktivnosti države, ki je tudi posledica tega, da država dela prvo in drugo razredne ljudi. Govorim o romskem nasilju na Dolenjskem. In danes med nami pozdravljam Silva Misajeca, da nam predstavi, kaj se dogaja v zvezi s to problematiko na Dolenjskem. Lep pozdrav vsem zbranim. Najprej čestitka Alešu za sklic tega shoda proti korupciji. Resnično je dovolj. Dovolj je vsega tega, kar se dogaja že leta v Sloveniji in temu ne znamo reči konec je. Res je, poglejte, sam sem ponosen na shod, ki je bil decembra meseca na pobudo harmonikašov, kajti tudi sam sem imel dovolj tega v Ljubljani, balkanske glasbe in res ta večer je bil enkraten. Verjamem, da bo tudi ta shod, današnji shod, prvi na začetku tega mandata novega državnega zbora vplival na politiko, da se bo začela drugače odzivati. Verjamem, da bo tudi Aleš nadaljeval s temi shodi in da bomo mi nadaljevali s tem shodi in tudi predvsem me veseli mladi. Dejstvo je, da so se mladi veliko odzvali, da so dali pravim strankam glas svoj in upam, da bodo tudi podučili svoje starejše, ki so nasedli nekim govoricam, da kako voliti naprej. Naj se dotaknem glede na to, da so bile neke zgodbe, tudi moje. Jaz sem pred leta 2014 gledal stavko zaradi levičarske politike, pač dogodka, ki se mi je zgodilo in mora nekaj v Kučanu. Vendar 1. maja, ko sem bil pred vlado, je Kučan prišel k predsednici vlade, takratni Bratuškovi, ki je par dni prej govorila, da ne bo odstopila. Notri je bil 4 ure. 4 ure, v tistem času je bil Vili Kovačič pri meni in čakal, ni dočakal, da bo šel, na to sem ga jaz po 4 urah poklical, šel. Naslednji dan je Bratuškova odstopila. Torej, Kučan iz ozadja vse skozi vleče te niti in tudi temu je treba narediti konec. No, ker je bila omenjena romska problematika, Šuterjev zakon je pravzaprav samo še poslabšal situacijo. Danes z odločbo Ustavnega sodišča o zadržanju določenih členov se je stanje še bistveno poslabšalo. In lahko vam povem, tudi Ljudska iniciativa Dolenjske bo delala naprej. Danes ravno imamo sestanek o našem nadaljnjem delu in gre za vse nas, kajti premalo se zavedamo, kakšne težave vse povzročajo. Mogoče ste lahko brali zdaj v teh dneh, kako so ribiškega čuvaja pretepli in vrgli v ribnik. Skratka, nedopustno, da ne govorim vseh podrobnosti, ki se dogajajo. Skratka, tudi na tem področju je dovolj in upam, da bo nova vlada res stopila na prste vsem tem zadevam in naredila konec. Hvala in se vidimo na naslednjem shodu. Hvala lepa, Silva Misajedec.